Gledate oddajo Klepet ob kavi. Vstopili smo v leto 2021. Če vas zanima letni pregled energijskega dogajanja za celotno leto 2021, potem si poglejte minulo 40-minutno oddajo, če imate seveda možnost pregleda za nazaj po televiziji, ali pa preverite na YouTube kanalu Klepet ob kavi ali pa na naši spletnem mestu, torej klepetobkavi.si pod zavihkom oddaja. No, danes pa bomo govorili konkretno o energijah meseca januarja. Energije meseca. Načeloma to ni najbolj priljubljen mesec, kajti mnogi plačajo decembrske račune prenajedanja z odvečnimi kilogrami, težavami s prebavo, kožo, utrujenostjo in podobne stvari. Pa vendar obstaja kar nekaj načinov, kako se s tem spopasti, zato imate na naši strani tudi članek, kako preživeti januar 2021. Vodnik do boljšega počutja. No, med drugim vam ta mesec priporočamo, da razbremenite tudi svoje telo z veliko zelene hrane, da uživate naprimer ekozelenje, vsekakor pa naredite veliko uslugo svojim jetrom in črevesju. Kako naredite si kuro z ekološko zeliščno formulo? Danes imamo v studiu svoje stalne energijske gostje, s katerimi smo danes prvi dan na tej kuri čiščenja jeter in črevesja, zato si bomo seveda privoščili tole. Evo, kar na zdravje, seveda gosti lepo pozdravljeni, na zdravje, točno tako, kot smo rekli, evo. No, pa probimo. Kako lepo diši. Luštna zeliščka, prnučbe. No, dejansko seveda nam bo to potegnil zdaj ven, vse strupe, črevesje se bo lepo uredilo, prebava bo boljša in seveda jetra se bodo razbremenila, kar mislim, da je po tele decembrskih požrtijah bo prav pasalo. No, sicer pa v mesecu januarju pri Klepet ob kavi velja tudi akcija na zalogo D-vitamina za vso družino do konca maja, torej do takrat, ko ga je seveda tako ali tako treba jemati. Tako da imate precej znižen celoten paket, preverite torej na spletni strani klepetobkavi.si. No tako, zdaj, ko smo naredili en tak lušten detoks in seveda ritual za jetra in črevesje, pa lahko pogledamo, kaj bo kaj z energijami torej v mesecu januarju. Upam seveda, da nam ne bo šel na jetra, Tanja. Zdaj, novo leto, nove priložnosti, kje so zdaj tisti največji izzivi, priložnosti in kje moramo paziti? Ja, mesec januar zaznamuje ta dva elementa yin zemlje. Da si bodo gledalci malo boljše to predstavljali, smo tukaj pripravili recimo pesek je yin zemlja, kakšen kristal. Drugače pa yin zemlja vrtiček. In vrtiček vedno ponazarja skrb za drugega, prehranjevanje. Tako da, ja, res bo treba malo na kile popaziti tudi januarja, ne samo decembra, ne bodo to samo decembrski grehi. Drugače je pa to vrtiček, to je mama, to je njivca, to poskrbi za vse nas. Se pravi, paziti moramo, da ne bomo preveč skrbeli, da nas ne bo to omejevalo. Ampak drugače pa, ja, to je mesec za druženje. Glede na to, da nas COVID malce pri tem prav ne spodbuja, nas drži nazaj, imamo YouTube, imamo Zoom, imamo veliko družabnih omrežij, da zdaj ne delam reklame za vsakega posebej, in fajn je, da utrdimo te korenine in prijateljstva. To je mesec za utrjevanje prijateljstva. Utrjevanje prijateljstva, torej. Jimmy, kaj pa kaj planeti pravijo? Zdaj slišala sem, da niso neki zelo naklonjeni januarju. Bo to držalo? Januarja bo še malo napeto, še posebej prva polovica oziroma tam nekje do 22. 23. januarja, potem se bo pa majčkeno sprostilo. Konec januarja je pa čas za rekapitulacijo, takrat Merkur gre retrogradno v znamenju vodnarja. Merkur bo 3krat v zračnih znamenjih tega leta, to je značilno in tukaj bomo morali rekapitulirati vse naše odnose. Zračna znamenja nekako sugerirajo, da se malo povlečemo, rekapituliramo, kaj smo naredili, pa tudi te mislene procese. Bo napet še posebej tam nekje od 11. do 20. Takrat se pričakujejo velike napete energije, ker sta znamenje bik in vodnar v enem zelo turbulentnem odnosu. Uran, ki je tak nepredvidljiv planet, tam sredi meseca gre ponovno direktno in bo spet spodbudil ene take močne napete energije. Mars bo delal napet odnos z Jupiterom, tako da na koncu bo kar nekaj energij, ki jih bomo morali obvladati. Globalno tudi lahko
pričakujemo, da se bojo spet prebudile protesti, nevolja in tako naprej. Skratka, začetek bo napet, proti koncu januarja pričakujem, da se bo majčkeno malo umirila scena. Okay. In priprava za februar, ki bo mogoče še bolj napet. Čivi, moraš, ne? Ok, pridemo še do tebe. Aleksandra, katere karmične preizkušnje pa nas čakajo v januarju? V januarju bomo imeli preizkušnje v odnosih. Odnosi? O odnosih. Ok, to danes Se pravi, tema kdo vidim. sem jaz v odnosu s tabo? Ne? Kakšna sem jaz v odnosu s tabo? Se pravi, jaz vem o sebi to, kar mi povejo drugi. Naj si bojo to odnosi, se pravi, to je lahko ljubezen, sovraštvo, vse tvori odnos. Na en zelo bo vroče, ne? V smislu odnosov, naj si bo to v parlamentu, ker bojo totalno razdeljeni, nezaupnice bojo padale, nihče ne bo vedel, komu bi pripadal in končno se bo potem to začelo odvijati. Podobno, kakor zunaj, tudi pri nas doma. Če vemo, komu pripadamo, če imamo tam stvari dobro urejene, potem je to fantastično. Če pa človek ne ve, s kom živi, ali ima sostanovalca, ali ima cimra, se pravi, ali ima partnerja, zakonca, potem je to treba razčistiti in to bo dobro, da se razčisti enkrat za vselej in dokončno. Ne, da smo malo tako, malo tako. Se pravi, odnosi naj si bojo v svetu, eksplozije. Odnosi povzročajo eksplozije. Eksplozije lahko pričakujemo v smislu potresa, protesta, ker so eksplozivni elementi in malo več je za ZDA, za Slovenijo je sicer malo manj nevarno. Tako da v sredini januarja, sploh pa nekje okrog 18. do 20. 22. Januarja je na udaru agresija v smislu eksplozije ognja. Se pravi, tukaj je najbolj na udaru ZDA, Slovenija malo manj. Ta agresija se lahko izraža, se pravi, v svetu kot orožje, kot vulkani, potresi, naravne katastrofe ali pa kot tale nesoglasja doma, zato ker so že dolgo časa bila pometena pod preprogo. Zato lahko to. Ne more se vsem goditi slabo, se pravi, kdor je imel vse dobro, ima fantastično. Januar je mesec dobrih, odnosov, dobrih odnosov. Če dobrih odnosi niso bili, potem pride do eksplozije. Se pravi, eksplozija je že noter, ni nekaj, kar se zgodi. To je mesec, ki se lahko zaljubiš, ker je strast. Strast je kot ogenj. Če v pečici je super, če pa v strehi je pa vse narobe. Se pravi, je dober služabnik, ogenj in slab gospodar. Se pravi, tlele bo na preizkušnji odnos, kako vidimo sebe v kontekstu drugih najbolj. Okay, super, hvala Aleksandra. No, preverite lahko seveda tudi vi, kaj vam napoveduje starodavna kitajska znanost za leto 2021 na naši spletni strani. Tanja, zdaj pa bova tudi midve, kakšno rekli, torej v znamenjih, kaj se bo dogajalo? Ja, najbolj so nekako na udaru znamenja, zemeljski znaki, ja, z elementom zemlje in to je najbolj tisti, ki imajo znake koze, vola. Ta dva sta najbolj izpostavljena. Potem treba je pa paziti tudi, če imamo 3 posebne znake. Koza, vol in pa pes. Previdnost v odnosih in v zdravju, ker namreč ti znaki imajo na teh 2 področjih največje izzive, je namreč prav januarja zelo je treba paziti na področju zdravja in pa odnosov pri teh znakih. Ker januar spada je mesec vola. Vol pa vemo, kakšen je. Je garač, dela, ampak vidi samo tisto svojo špuro. In mi imamo leto oranja ledine in pred nami je leto vola. Zato bo januar kar precej dober pokazatelj, kako bomo z energijami preživeli celo prihodnje leto. No in seveda ne poskrbite tudi na vašo odpornost. Mi že trobimo leta in leta, zadnje leto pa res se ponavljamo kot papagaji, vitamin D. Tako da dajte si tudi vi zagotoviti seveda svojo zalogo D-vitamina, sploh zdaj čez zimo, ko ni sonca, za vso družino, torej do konca maja, je lahko dobite torej tudi na naši spletni strani klepetobkavi.si, kjer dobite torej po znižani ceni. Tako, Jimmy, zdaj pa nasplošno, če pogledamo leto 2021, a lahko govorimo o tem, da je vsem, ki je upanja, da bo boljše, se bo zgodila neka prenova, nek preobrat? Recimo ta januar, ko je že
kolegica omenjala odnose. Tam nekje med 9. in 14. je idealna prilika za tiste, ki so samski. Takrat, zapiš si, zdaj že kdaj ste rekel? Takrat Venera bo oblikovala en lep aspekt z Uranom in se lahko pripetijo nenadne, nepričakovani odnosi. Torej 9. do, kdaj si rekel? 14. Zapište si vsi samski, Venera je sicer v Kozorogu, kar pomeni, da bi to morali biti neki resni odnosi, odgovorna ljubezen, bi se temu reklo. In če tako gledamo, to je dober period, preden se začne malo zgaga, tam nekje od 15. do 22. Ampak ta period je recimo tako zelo v redu. Plus še tale konec meseca, ko bo sonce vstopilo v vodnarja. In takrat se optimizem vseeno majčkeno malo lahko začuti. Glede na celo leto, bo to relativno mešano leto. Bo izredno lepih periodov, zelo produktivnih, ampak zelo tudi izzivalnih. Po moji oceni bo ampak lažje kot predhodno leto, ampak če ne podelamo določene karmične zadeve, se lahko ponavljajo nekatere teme. Osnovne teme, ki se bojo še vsaj par let ponavljale, oziroma dokler se na način razrešimo te karmične vzorce, je definitivno, da razrešimo s preteklostjo, da bi lahko odprli vrata bodočnosti. To je zdaj naša temeljna zadeva, kako se bomo spopadali s tem. Bomo imeli zelo močne impulse, da se vračamo na stare tire, drugi planeti oziroma energije pa silijo, da moramo preoblikovati, da gremo na nova pota in tako posamično, tako da tudi kolektivno se bo bila tukaj bitka. Se pa strinjam, v državah okoli nas bo pokalo po celi črti. Ta kvadrat, ki se bo zdaj zgodil z Uranom pa Saturnom, ki se bo ponovil 3-krat ta leto, bo predrmal cel ekonomski sistem, gospodarstvo bo trpelo, ampak obenem bo kar veliko novih prilik. Tisto, kar je značilno za to leto, je to, da bo tudi znanost, tudi zdravljenje kot tako in duhovnost zelo napredovalo. Kako se bomo umestili v te energije, pa precej odvisno od nas. Izzivi pa vseeno nekaj lepih priložnosti. Zelo velike, zelo velike. Super. Aleksandra, kaj pa pravijo karmični cikli za januar? Karmični cikli v januarju jih imamo razdeljene na 3 dele in sicer nekaj smo že videli na zaslonu. V prvi triadi meseca je pomembno, da ugotovimo, ali smo na pravi poti, ali imamo pravo smer. Se pravi, če greš v napačno, če vidiš, da peljejo ali odnosi, ali finančno, ali z delodajalcem, da tlele ne gre, ustavi in zamenjaj smer, ali pa išči novo pot, nov način. Drugi cikel pravi, da je treba biti tlele fair, ali si ali nis, ali so do tebe fair, ali nesebični, ali si žrtev sebičnih ljudi in sebičnih odnosov. Se pravi, kje je poštenje? Marsikdo se po krivici počuti izigranega, ki on izigrava druge, se pravi, tako sploh ne razumemo, kaj se grejo, se pravi, stranke v parlamentu, ne razumemo, kako se med sabo podpirajo, zakaj se podpirajo, ker se rabijo podpirati. In še marsikaj je to v teh velikih korporacijah, ki se podpirajo samo zato, da se podpirajo, ki imajo osebni interes. Tlele moramo videti, a smo pošteni in imamo nesebične namene, ne samo zase dobro, za vse dobro. Ta tretji cikel pa pravi, da pravilno oceniti svoj položaj. Pravilno oceniti, ampak svoj položaj. Tle se ne gre toliko, da se ukvarjamo z vsem drugim, pa s koji, pa če bojo, ko bojo, ampak da ocenim, kdo sem jaz znotraj tega položaja in kakšna je moja naloga in kaj jaz lahko naredim zase. Torej spet delo na sebi, ne? Ja. Kot vedno. Ja, s sabo. Tako, sam s sabo, ja. Sam s sabo delati, ja. No in ko smo ravno pri delu, torej sami seboj, je fajn, da vemo, kateri so tisti klicaji, torej dnevi v januarju, ko pa moramo biti torej ekstra previdni. Ja,
V odmiku so zelo zabeleženi. Jaz sicer dajem prednost bolj, da se držimo tistih dnevov, ki so dobri in ugodni, ampak če je pa kakšen res slab, pa je nezanemrljivo. Ne? In recimo 13. sreda, 16. sobota, 19. januar, torek in pa 29. petek. Se pravi, kar 4 dnevi, ponavadi mesec nima, toliko klicajo, ampak tale januar nam bo kar mal dal vetra. Tako da res je treba popaziti, da nismo tako ozkogledi, kot je ta vol in trmasti, oziroma tako, kot reče pri nas doma. Tako je nič drugače, ker točno taka energija bo. Imamo pa seveda drugo možnost, da smo družabni, da poglobimo prijateljstvo in da poskušamo biti drugačni. Zato, ker zdaj vemo, kako energije na nas pritiskajo. Res je, ok. Kaj pa planeti nas bojo še kaj pritiskali? Je še kakšna taka zadevšna, ki bi nas rad Jimmy opozoril? Zdaj povedal si lepe stvari ljubezni, kar seveda sem zelo hvaležna. Ko govorimo o januarju, definitivno treba paziti na 20. 20. januar. 20. januar bo mogoče najtežji. Začelo se bo tam nekje 14. 14. kulminacijo bo doseglo 21. Takrat je v Ameriki inauguracija predsednika in glih takrat bo počlo, to se pravi 17., 18., jaz poudarjam na 20. Potem se bo mečko malo popustilo. Govorimo o taki problematični zadevi, Če zanemarimo tisti pozitiven Venerin vpliv z Uranom, ker lahko da neko novo upanje. Ampak 21., 20. predvidevam, da bo marsikaj se dogajalo v svetu. Se bo pri nas tudi. No, Aleksandra, povej. Tudi pri nas bo. Konkretno? Ti si bila že parkrat zelo konkretna. Ja, zelo sem bila konkretna za celo napoved za leto, ki je tako čudaško, ko je bilo leto 2000, jaz ne rečem, meni ni bilo slabega. Jaz imam karanteno že 25 let. Jaz sem delam doma, a me zastopite. Jaz nisem čutila razlike, razen ki je bilo treba v trgovini čakati od zunaj. Mi je bilo malo čudno, mislim, pa masko imeti. To sem se navadila, samo to je razlika pri meni. V glavnem, tlele, mi bomo tekom leta 2021 šele doživeli tisti razcvet. Tisto, kar mi hočemo, se bo zgodilo šele na jesen. Kar si naša duša res želi, se nam bo zgodilo šele na jesen v letu 2021. Tako da, če bi pa koga, naj pa vsak tlele se bolj briga za sebe. Ne se ne ukvarja toliko, kaj se bo zgodilo tam, ne toliko gleda televizije in je vas hipnotičen, pa čaka, da bo kaj hudega ali pa kaj dobrega, ker ti ješ isto hrano, ne glede na to, kdo je tam. Ti spiš z istim partnerjem, ne glede na to, kdo ti vodi državo. Ti imaš isto službo, ne glede na to, se pravi, nimajo takega ekstremnega vpliva, kakor mi mislimo, da ga imajo na naše življenje v enem dnevu, v enem trenutku, v enem letu. Tako da vsak ne res živi in dela, kakor čuti. Če si ti sta pravim partnerjem, si sta pravim. Če si z napačnim, si z napačnim. In ne glede na to, kaj bo pokalo in bojo štrajki in demonstracije in kakor neka da diši po vojni vse skupaj, to se kuha v ZDA, pol posledično potegne za sabo NATO, Slovenija je tudi v NATO, in orožje, nakup orožja, živejo vsi, zakaj so ga hoteli, pa so se ljudje uprli in te stvari. Se pravi, dajmo pri sebi. Ja, super. Hvala seveda Feng Shuiu, hvala planetom in hvala seveda karmi in karmični diagnostiki, da smo lahko danes dobili kar nekaj informacij. Tako bom rekla, hvala za opozorila, bomo pozorni na to, ampak kot vedno, tudi pri opozorilih seveda je bil sploh Jimmy danes kar prijeten s temi upanji, tako da samski, dajte si duška še za vse nas, ker pač nismo več. Tako bom povzetek naredila. V glavnem, uživajte. Mi tako kot je rekla tudi Aleksandra, ne dovoljte, da preveč stvari, ki se dogajajo okoli vas, vplivajo na vas in na vaš mir v vaši duši.